Kot profesor in kot predstojnik fakultete za fiziko ste vi, dr. Denis Arčon, pri študentih eden najbolj priljubljenih učiteljev, kar je glede lastnosti, ki jih pripisuje današnjim generacijam, velik kompliment. Mnogi profesori na univerzi so namreč mnenja, da današnje generacije študentov študij preveč z lahkoto jemljejo, da želijo vse poenostavljati, da imajo slabe študijske navade in tako naprej in tako naprej. Kako pa bi vi ocenili študente vaše fakultete tudi glede ugleda, ki ga vi uživate pri njih? Najprej bi se mogoče zahvalil študentom za komplimente in dobro oceno. Z veseljem delam s študenti in me pedagoško delo osebno zelo veseli. Seveda kot akademski človek, kot nekdo, ki dela na fakulteti, na univerzi, moram paziti na to, da se ukvarjam tako z razvojem novih znanj, raziskavami, kot tudi s posredovanjem teh znanj, s predavanji. Če pogledam naše študente, jaz sem prav ponosen nanje, izkazujejo izredno motiviranost, zelo dobro, zelo so samoiniciativni, imajo močno željo po pridobivanju novih znanj in so zame ali pa tudi za moje kolege na oddelku za fiziko stalni intelektualni izziv. Ja? In jaz se ne bi pritožil čez motiviranost naših študentov, posebej ne v tistih študentih, ki pridajo do 3. letnika prve stopnje ali pa nadaljujejo študij potem na drugi stopnji. Če pogledate naše študente, kakšen njihov ugled ali pa položaj, ali pa recimo tudi že v evropskem merilu, naši študenti večinoma, če želijo zapustiti Slovenijo po prvi stopnji, z lahkoto dobivajo štipendije na najbolj uglednih evropskih univerzah. Nas to zelo boli, ja, na fakulteti za matematiko in fiziko. Ampak seveda, če ima mlad človek te želje in cilje po spoznavanju, nimamo pravice omejevati, lahko mu samo zaželimo veliko uspeha in seveda si tudi močno želimo, da obdržimo kontakt s temi študenti tudi kasneje. To so naši potencialni bodoči sodelavci. Pa vendar, zanima me še nekaj, glede sposobnosti generacij, ki prihajajo iz leta v leto, zlasti v zadnjih letih, recimo po bolonjski reformi, sliši se namreč, da so na nekaterih fakultetah zniževali kriterije zahtevnosti, zlasti zaradi slabšega srednješolskega znanja. Se je to kaj pri vas dogajalo? Tudi tukaj bi me mogoče malce izuzel vsaj naš oddelek za fiziko, ki ga bolje poznam. Jaz sem bil dolga leta tudi recimo asistent v prvem letniku prve stopnje pri enem temeljnih predmetov pri fiziki 1. In prepustnost takrat pred 15 leti ali pa danes, vidim, da je še približno enako število študentov. Skozi se pravi v Sloveniji na generacijo rodi 80-90 fizikov. In tukaj se mi zdi, da poskušajo moji kolegi kar držati kar nivo znanja, ki ga mi pričakujemo od nekega diplomanta na našem oddelku. Vse drugače ga ne moramo pospremati na trg dela, če se tako lahko izrazim. Ali pa recimo na druge univerze, kot ste rekli. No, priljubljenost kot fakultetnega učitelja gotovo sovpada tudi z uspešnostjo raziskovalca, saj sta ti dve vlogi med seboj tesno povezani. Tu naj omenim vas kot vodjo skupine enega od projektov, kjer vam je uspelo odkritje, s katerim ste razrešili skrivnost magnetnega stanja v modelskem sistemu, ki je raziskovalce begal že 40 let. Lahko kaj poveste o tem dosežku? Ja, to je dosežek, ki je pravzaprav imel zelo zanimiv razvoj. S kolegom Mihajlovičem, s kolegom Priloškom smo se pogovarjali o problemu magnetizma v tantaldisulfidnem sistemu. To je pač sistem, ki je poznan že kar nekaj desetletij. In takrat približno 40 leti je Nobelov nagrajenec Phil Anderson predlagal novo stanje snovi,
ki je imenoval kvantna spinska tekočina. Potem se je v bistvu na ta sistem nekoliko pozabilo. Pred leti pa se kolega Mihajlović vrnil nazaj k raziskavam tega sistema in še zmeraj je bilo to isto vprašanje, ki je begalo že takrat pred 40 leti, je bilo še zmeraj odprto. In mi smo se potem v naši raziskovalni skupini smo se potem s pomočjo magnetne resonance, v kateri se bo verjetno še kasneje vrnila, tega problema lotili. V teh 40 letih je napredovale tako eksperimentalne metode, kot tudi teoretična dognanja in mi smo lahko končno uspeli pokazati, da je bila ta originalna ideja povsem pravilna, če se jo nekoliko modificira. Kakšno odmev pa je recimo to imelo 40 let, da se je recimo stroka z nečim ukvarjala, pri vaših kolegih recimo drugod, ker ste tudi objavili zadevo? To je bilo kar zelo velik odmev, tudi v tujini. Kolegi, mislim, že kar nekaj predavanj na to temo na mednarodnih konferencah. In skratka, je imel zelo velik odmev, tudi sem opazil, da recimo tudi naše raziskave so spodbudile raziskave drugih raziskovalnih skupin po svetu. Pred časom sem govoril s skupino iz univerze v Tokiu, kjer so pogledali na ta problem z nekoliko drugega zornega kota in potrdili pravzaprav naše zaključke. Skratka, to ti daje osebno zadovoljstvo, da si bil uspešen, si pravilno sklepal na podlagi seveda nekega omejenega nabora podatkov. Znanost se tako gradi, taki nekaj, čez nekaj časa bomo vedeli nekaj več, lahko naredim bolj natančno sliko. In seveda ti ta prvi poskus, ta prvi, ki zleze, ki zaorje ledino, je vedno prvi, Vedno prvi, pa gre seveda prvi gre v neznano. Profesor Arčon, kot raziskovalec ste bili najprej usmerjeni v raziskavo molekule C60, to je posebna oblika ogljika, imenovana fuleren. Pa me zanima, kaj je pri tej molekuli tako posebnega? Namreč rekli ste, da je bila ta dotedaj neznana oblika ogljika velika zgodba za človeštvo. Ja, zgodba se je začela tam v sredi 80-ih let. To je profesor Sir Harry Kroto, žal že pokojni, raziskoval ogljikove tvorbe v vesolju in je poskušal pa nekako ponoviti te eksperimentalne rezultate, bom rekel, tudi na Zemlji. In je delal eksperimente z grafitom. In takrat je v teh, ko je analiziral material, saj je dobesedno, je opazil, da je pa ena oblika ogljika izredno stabilna. To je bila oblika ogljika, ki je ustrezala 60 ogljikovim atomom v neki strukturi. Takrat ni vedel ničesar o tej strukturi. Predlagal je takrat že, kakšna bi lahko bila ta molekula. To je oblika molekule C60, če vzamete danes v času svetovnega prvenstva, če vzamete nogometno žogo, tisto staro, veste, z črnimi lisami, pa belimi šestkotniki, boste ugotovili, da so črne polja imajo 5 oglišč, bela polja imajo 6 oglišč. In te 5 kotniki so tisti, ki vam ravno površino grafita ravno ukrivijo. In on je pač prišel za to idejo, da bi pa ta molekula C60, je neka taka okrogla oblika, ki ima pač to obliko prerezanega ikozaedra, kot imenujemo to obliko. Potem so potrebovali raziskovalci, to je bilo že samo po sebi veliko odkriti, to je bilo takrat objava v reviji Nature, zelo odmevna. Se pa seveda zavedalo, da to je pač taka molekula, je za nas novi gradnik, iz katere mi lahko izhajamo in delamo nove materijale, nove kristale, če želite, nove pač molekule, če nekako uspemo dekorirati to molekulo C60. Nekaj let, mislim, da je okrog 5-6 let minilo, preden so potem raziskovalci
našli metodo, da iz teh saj lahko pridobijo makroskopske, miligramske ali pa gramske količine materijala C60. V začetku 90-ih let sem imel veliko srečo, sem se pridružil skupini akademika profesorja Roberta Blinca, ki je prinesel ta problem v Ljubljano. Mislim, takrat začel s svojim diplomskim delom, takrat smo se spraševali, kakšna je dinamika molekul C60, se pravi, če imate neko kristal, noter so zložene molekule, seveda si lahko predstavljate, se te molekule ni nujno so primeru, se lahko vrtijo, ne? Ali se vrtijo izotropno, se pravi, vseh smereh enako, ali se vrtijo recimo samo okrog ene osi, to so vprašanje, s katerimi sem se jaz takrat na začetku ukvarjal s profesorjem Blincem. Na kar smo pa relativno hitro prišli pa še na raziskave magnetizma v teh sistemih. To je bila sistem TDE-C60, ki pa je imel eno posebno lastnost, ta material je ferromagneten. Večina ljudi se pri magnetnih materialih pomisli na železo, kobalt, težke elemente. Če pogledate periodni sistem, so to taki težki elementi. Imate pa, seveda v prvi vrsti, imate pa lahke elemente, vodik, ogljik, dušik. In tam običajno ne pričakujete magnetizma, vsaj ne ferromagnetnega stanja. Ta sistem pa je magneten, ferromagneten, in mi smo se temu zelo posvetili, takrat, ko smo se mi tega problema lotili, imel pač svetovni rekord pri tej temperaturi urejanja, relativno nizko, za človeštvo 16 Kelvin, to je minus 260, še malo manj, stopinj Celzija. Ampak je bilo pa zanimivo razumeti, odkot ta magnetizem izhaja. Jaz sem imel res srečo, ker me profesor Blinc močno spodbujal pri na začetku moje raziskovalne poti mi odprl marsikatera vrata do svetovno znanih raziskovalcev in jaz s ponosom še zdaj vzdržujem te stike. Ampak zanimivo, ko ste rekli, da to so bile bazične raziskave. To so bile izrazito bazične raziskave, res pa je, da so se relativno hitro pridružila tudi velike podjetja. Podjetje DuPont, ne se spomnim takrat, vem zato, ker je v tem podjetju bil vodja razvoja profesor Krušič, zamejski Slovenc, tak bil zelo zanimiva oseba. Vsakeč, ko je srečal Slovenca, je imel željo po pogovoru v slovenščini. Jaz sem ga srečal na svoji prvi konferenci, pa sva še dolga leta potem imela stike. Ja, in takrat so se zelo močno iskalo uporabo, kje bi se lahko molekula C60 uporabljala. Bile so številni predlogi kot mazivo, kot sredstvo, ki preprečuje razvoj virusa HIV, ki je bilo takrat celo v medicini. Celo v medicini, namreč molekula C60 ravno, mislim, da če se jaz prav spomnim, ravno paše v samo to strukturo tega virusa in nekako zavira razmnoževanje. Ampak ne vem pa, mislim, da kasneje so te raziskave opustili. Potem, zdaj, v zadnjem obdobju se veliko dela na uporabi pri novih sončnih celicah, imajo zelo dobre izkoristke. Je pa nekaj, kar je pomembno, kako čudna so ta pota raziskovanja. Ko so ljudje raziskovali ogljikove molekule C60, pa dezo molekule C60, so opazili tudi, da lahko naredijo ne samo molekulo, pač pa cevko, nanocevko. To danes poznamo kot ogljikove nanocevke. In hkrati s tem opažanjem ogljikovih nanocevk, silovitim razvojem mikroskopije, takrat se je pravzaprav začelo področje nanotehnologije. Kako v tem trikotniku pa kotu raziskovanja se je potem razmahnila celotna nanotehnologija. Zelo zanimivo, ko že govoriva o teh bazičnih raziskavah in povezavi s to aplikativnostjo oziroma uporabnostjo.
Je pa nekaj zanimivo, ne, da je samo ime Fullerene izvira iz imena ameriškega ekscentričnega arhitekta Fullerja, ki je take oblike nogometnih žog, kot ste lepo nazorno pokazali, ne, uporabljal v svojih konstrukcijah arhitekturnih. Ne. In kot pravijo, je odkritje Fullerena C60 uspešen primer dopolnjevanja geometrije, umetnosti, teoretičnih metod kvantne kemije in eksperimentov. Kaj bi vi rekli o tej povezavi? Ja, vsekakor, če se vrnem nazaj na Harryja Krota, on je imel izredno širino, ne? In je takoj, ko je začel razmišljati, kakšna bi lahko bila molekula C60, takoj se spomnil na arhitekturne bisere Buckminster Fullerja. Mislim, da ima veliko svojih, to bo šel mogoče v Montreal, bo videl te kupolaste strukture. In že takrat je nekako ta, bom rekel, ta vez bila tukaj močno vzpostavljena. Danes, če greste pogledati, marsikateri mikroskopist, ko se poglobi v nanosvet, ker je v področje, ki ga tudi z očmi, pa za vidno svetlobo ne moremo doseči, ampak rabite posebne mikroskope, elektronske mikroskope, opažajo ljudi čudovite strukture in pogosto vidite, da si ljudje potem dajo duška in naredijo skoraj da umetnine. No. Zdaj, narava je umetnina in oni samo nekako to izpostavijo v neki lepi sliki. Ja, in fizika je tudi obrnjena k naravi, ne? Absolutno, fizika je veda o naravi. Profesor, ožje področje vašega raziskovanja pa zajema jedrsko magnetno resonanco, ne, ki omogoča natančen pogled v strukturo snovi. Ne. Lahko kaj več poveste o teh raziskavah, namreč laiki poznamo recimo izraz magnetna resonanca, predvsem iz medicine. Ja, seveda. Magnetna resonanca, spet bom mogoče malo dal v tak zgodovinski okvir, magnetna resonanca se je razvila koncem druge svetovne vojne. Skupaj z razvojem teh raznih radarskih tehnik. Ja? To je bilo v bistvu, če hočete, stranska zgodba razvoja vojaške industrije. Sam pojav je bil poznan že pred drugo svetovno vojno. Ne? Tako da so nekako ljudje napovedovali, da bi v principu morali to magnetno resonanco, signal magnetne resonance opažati. Opažanje je bil pa takoj po drugi svetovni vojni ločeno, en signal, ena zgodba se je odvijala v Rusiji, v Kazanu, profesor Zavojski, druga zgodba se je odvijala v ZDA, Blomberga, pa Purcell. In to so bili, pa bom rekel, ti pionirski začetki. In takoj, že relativno hitro so ljudje začeli razmišljati, to je pravzaprav izredno natančen pogled v mikroskopski svet okoli posameznega atoma. In so začeli razmišljati, v redu, lahko pa jaz to mogoče izkoristim za razumevanje, ne vem, kakšna je lokalna okolica ali pa kaj elektroni počnejo okrog mojega atoma. In se je tako praktično v hipu to prelovilo v eno močnejših orodij v eksperimentalni fiziki. Kmalu zatem se je ta metoda začela uporabljati tudi na področju kemije. Vsaka molekula ali pa vsaka spojina, ki jo date v spektrometer za jedrsko magnetno resonanco, ima, mi temu rečemo, svoj spekter, če hočete svoj prstni odtis. Ja? In če vi prepoznate ta prstni odtis, lahko določite, katera učinkovina je v vašem vzorcu. Danes je pravzaprav glavnina, če smo pošteni, magnetne resonance dejansko se odvija na področju kemije, biokemije, na teh dveh področjih, ki sta tudi, bom rekel, tudi močnem porastu tudi v svetu. Zdaj, kot neposredno, to je en vidik uporabe, tudi močen center za jedrsko magnetno resonanco imajo kolegi na Nacionalnem inštitutu za kemijo. Profesor Plavec vodi to skupino in tam dejansko tudi močno sodelujejo tudi z industrijo, ki uporablja te spektrometre. Druga veja uporabe te metode je pa v medicini.
slikanje za magnetno resonanco, magnetic resonance imaging. Če se gledati nazaj dr. Hausa, je stalno uporabljal to tehniko, naj naredijo magnetic resonance imaging, slikanje z magnetno resonanco na pacientu. Zakaj? Zaradi tega, ker vam omogoča tak neinvazivni pogled v notranje organe, v mehke organe. Mogoče rentgen je bolj močno, rentgenske tehnike so bolj močne za okostja, čeprav medtem, ko je glavna prednost slikanje z magnetno resonanco ravno v tej občutljivosti pa kontrastu pri mehkih tkivih. Zdaj, če grem pa pogledam še kakšen slovenski, bom rekel, doprinos na tem področju, spet bi se vrnil nazaj k našemu akademiku, profesorju Robertu Blincu, ki je to tehniko dejansko vpeljal v slovenski prostor, jo razvil in dosegel, bom rekel, mednarodno prepoznavnost tako v vzhodnem kot zahodnem bloku. In je zelo močno uveljavil ta laboratorij v mednarodnem okolju in mi dejansko še vedno izkoriščamo, bom rekel, do neke mere tudi rezultate profesorja Blinca pri naših raziskavah. Zanimivo. Vi proučujete tudi področje superprevodnosti in pa magnetne lastnosti dopiranih fulerinov, in seveda še tudi nekatera druga področja, ki pa so nam nepoznavalcem zelo zapletena za razumevanje. Pa vas sprašujem, kako pojasniti vas ta diapazon raziskovalnih polj, s katerimi se ukvarjate. Gotovo ima en skupen imenovalec. Seveda, močan skupni imenovalec je pravzaprav, kako se elektroni v nekem kristalu med sabo čutijo. V nekaterih sistemih se čutijo tako, da se njihovi magnetni dipolni momenti med seboj poravnajo. To so bili magnetni sistemi. V drugih sistemih pa se dejansko, v superprevodnih sistemih pa se dva elektrona dejansko, čeprav smo se mi učili se nabiti delci, ki imajo enak preznak, med seboj odbijajo. V nekaterih sistemih pa kljub samo pride do tega, se dva elektrona med seboj privlačita in potujeta skozi kristal, bom rekel, kot par. Tudi če imate enak naboj. Tudi če imate enak naboj. V obeh primerih je ključna, se pravi, je pomembna, kako se elektroni med seboj čutijo. Enkrat prevlada en vidik, drugič prevlada drugi vidik. In moje raziskave so dejansko usmerjene na eksperimentalno določanje, kdaj pa kako v določenih primerih prevlada prvi vidik, se pravi magnetizem, kdaj pa prevlada drugi vidik, se pravi superprevodnost. Zakaj je to po mojem mišljenju pomembno? Namreč družina superprevodnikov, ki ima danes najvišjo kritično temperaturo, to so tako imenovani bakaroksidni sistemi na osnovi bakaroksidov, imajo zelo značilen fazni diagram, kot mi temu rečemo v fiziki. Ta superprevodnost izhaja pravzaprav iz stanja, ki je magnetno urejeno. Če mu injekciramo, če v sistem dovajamo dodatne naboje. In se pravi, magnetizem in superprevodnost tekmujeta in takrat, ko tekmujeta, takrat je to pojav superprevodnosti lahko močno nenavaden in tudi se pomakne od kritične temperature, se pomakne k zelo visokim temperaturam. To je seveda tehnološko lahko tudi zelo pomembno. Namreč superprevodnost pomeni, da električni tok teče brez upora. To je tako, da bi se vi gibali skozi množico, recimo, da imate zelo polno postajo ljudi, ki čakajo, da bojo stopili na vlak, na Tokiu, nabita postaja in vi poskušate priti iz enega konca na drugi konec postaje. Če boste sami šli, kaj se vam bo dogajalo? Pogosto se boste zaletavali v druge ljudi. In boste porabili veliko energije, da boste prišli skozi. Kvantna mehanika, ki je odzadaj za tem superprevodnim stanjem, pa je, da pravzaprav vi lahko paroma zdrsnete skozi to množico, ne da bi pri tem
se zmatra od truda. Ne da bi pri tem bilo kakršnegakoli, bi se zgodil kakršenkoli električni upor. In to bi seveda pomenilo prenos električne energije na velikih razdaljah, ne? Ja, brez izgub. In to seveda lahko zelo pomembno. Ne? Zato so te raziskave tako zelo pomembne. Ali pa če se vrnem nazaj na slikanje z magnetno resonanco, tisti, ki so bili, ne, na takem slikanju, se spomnijo, da je okrog njih tak velika posoda. Ja? Ta posoda je pravzaprav gromozanski elektromagnet, ja? Po katerem teče velik tok, tipično teče več kot 100 amperov, 150 amperov. Ne? Zelo velik električni tok. In če bi vi to poganjali recimo z nekim iz vtičnice, ne, bilo to kar močan strošek. Tudi stabilnost bi bila zelo vprašljiva tega električnega toka in tudi magnetnega polja, ki ga imate vi na vašem pacientu. Zato se tipično naredi tako, da se naredi superprovodne žice, ja, po katerih spustimo ta električni tok. To je že kar direktna uporaba superprovodnih materialov. Zdaj, te superprovodne žice moramo imeti potopljene v tekoči helij. Tekoči helij ima temperaturo 4,4 Kelvina, je pa zelo draga dobrina. Če bi nekdo najdel material, z katerega bi lahko delal superprovodne žice, recimo iz teh bakoroksidnih sistemov, ali pa nekih drugih, ki se trenutno raziskujejo materialov, ne? In bi bila ta temperatura prehoda v superprovodno stanje višja od 77 Kelvinov, to je temperatura tekočega dušika, bi to izredno poenostavilo številne uporabe na tem področju. Skratka, če se vrnem nazaj, sem malček me odnesla, se pravičujem, ampak mislim, da so to pravzaprav samo dve strani istega kovanca. Ja? Magnetizem in superprovodnost, vmes nekje seveda pa imamo te, bom rekel, fascinantno, navdušujočo fiziko. Ja, očitno res so užitek take raziskave, ker ne veste, kje bodo zelo hitro lahko ali pa recimo postopoma ne prišle do uporabe. Svet jih pa išče. Absolutno, ja. No, zato vas pa sprašujem, glede na to, da delate res na zelo bazičnem raziskovanju, ne, ki pa se samo kot tako danes zelo hitro razvija, nima neke konstantne upočasnjenosti ali kakorkoli temu rečemo, ne. In svet vedno bolj išče uporabnost tega. Kako hitro se lahko recimo take raziskave pridejo do neke aplikacije, koristnosti, uporabnosti, kakorkoli že rečemo? Kot na vseh drugih področjih življenja se tudi na področju raziskav tempo izrazito pospešil. Saj imamo več orodij, s katerimi lahko delamo, imamo več znanj, imamo močnejše računalnike, če hočete. Ampak zahteve po rezultatih znanstvenih odkritij so vedno, bom rekel, ta tempo znanstvenih odkritij je vedno večji. Zdaj, če gledamo, kje počasi bomo pa trčali na omejitev, ne? Če hočemo imeti stalno vrhunske raziskovalne dosežke, pomeni, da moramo v naše raziskovalne skupine vključevati mlade ljudi, motivirane ljudi, ki bojo z nami delali in izkoristili svoj potencial. In tukaj mogoče Slovenija vedno bolj zaostaja napram tujini. Mi enostavno teh mladih ljudi vedno težje jih zadržimo v Sloveniji, vedno težje jih motiviramo, da bi delali, meje v znanosti so padle, meje v Evropi so padle in enostavno mladi raziskovalci vedno bolj prehajajo, predvsem žal, ne, pogosto predvsem v tujino. Tukaj seveda, če hočemo obdržati mednarodno primerljivost naših rezultatov, moramo temeljiti naše delo, raziskovalno delo na mlajših sodelavcih.
Kje so že? Ne, tu me zanima, recimo, ker so Ja, govorila ja. o tem bazičnem raziskovanju, pa me zanima, kako vi pojasnjujete zadevo, da je svet vedno bolj postaja lačen bazičnih raziskav, pri nas pa bolj poudarja aplikativnost. No, sej, to pa mogoče, seveda, če pogledamo, razvoj, če gremo bolj na ta uporabniški pa aplikativni del, razvoj je lahko inkrementalen, ne vem, če je to prav lepa slovenska beseda, se pravi počasen, imate nek izdelek, imate nek izdelek, se zavedate pomanjkljivosti tehničnega problema tega izdelka, vzamete skupino razvojnikov, inženirjev, naravoslovcev, tukaj imam problem, ali mi ga lahko prosim rešiti in seveda bojo ta problem razrešili. Ta drugi vidik, ta drugi pristop, je pa pravzaprav prebojni. Vi iščete popolnoma nove funkcionalnosti, vi iščete popolnoma nove produkte, popolnoma nove materiale. In na tem segmentu potrebujete predvsem vrhunsko znanost. Na prvem delu potrebujete vrhunsko izobražene ljudi, da vam bojo lahko ta problem razrešili. V drugem primeru potrebujete predvsem vrhunske raziskovalce. Se pravi, če želite prinašati nove produkte, ampak tako dramatično nove produkte, potem seveda rabite v veliki meri pogosto potrebujete bazične raziskave, iz katerih potem se skupaj izhaja. No, to je zelo učinkovita razlaga, mislim tudi glede slovenske poudarjanja, recimo, iskanja. Mogoče, če se pred leti sem bral en članek, mislim, da je bilo v Physics Today, kako je bilo v podjetju IBM v 80-ih letih, ko so pravzaprav podjetje IBM je imelo zelo močne bazične raziskave, se še zmeraj ima na nekaterih področjih, ampak potem so del teh aktivnosti zelo usmerili recimo bolj v ta prvi pristop, ki se pa zdaj nekako nazaj vračajo tem raziskovalcem pa razvojnikom tudi to, bom rekel, temu reče curiosity driven, se pravi razvoj na podlagi radovednosti. Ja? In to je tisto, kar vam prenaša potem prebojne rezultate. Seveda vi, profesori, morate recimo te dileme poznati. In to, kar ste rekli, da se recimo tudi industrija vedno bolj lačna teh bazičnih raziskav. Kako vi sledite v predavalnicah tem trendom, recimo, ki so v bistvu svetovni, ne oziraje se seveda na naše domače razmere? Vsakdo od mojih kolegov na oddelku za fiziko, pa verjamem, da tudi na drugih fakultetah, pač spremlja moderne razvoj znanja po svetu in ta nova znanja neprestano, bom rekel, prepleta z pedagoškimi vsebinami pri svojem pouku. Vse primere lahko ponazorite z novimi dognanji. Tako da akademski, nekdo, ki dela v akademskem svetu, seveda moramo neprestano, vse to je naša naloga, mi moramo odkrivati nove zakonitosti in te nove zakonitosti potem tudi prenašati naprej na naše študente. Ja. Profesor Arčon, glede na res, fascinanten opus vašega raziskovanja, pa me zanima, kakšno so vaše predvidevanja, v katero smer se bo fizika kot znanost razvijala v prihodnje, oziroma tako, katero področje bi bilo potrebno zelo pospešiti v raziskovanju, tudi glede profesorjev. Seveda, bom malček, mogoče je to moj osebni pogled, ampak ko spremljam, kaj se trenutno dogaja, bom rekel, v svetovnem merilu na področju raziskav, se mi zdi na tako zelo močno področje, ki dobiva zamah ta hip so kvantne tehnologije. Razvoj kvantnih tehnologij gre zelo hitro naprej, nove metode, nove eksperimentalne postavitve, vedno močnejši prepletanje, bom rekel,
fizikalnih znanj, področje kvantne mehanike in pa tudi tehnologije. To je tisto, kjer mislim, da v prihodnjih desetletjih se bo človeštvo naredilo zelo velik korak naprej. Zdaj, če gledam tukaj v slovenskem merilu, mi imamo neko tako neformalno združenje QTES, Quantum Technologies in Slovenija, kjer se kolegi dobivamo. Želimo pa si pridobiti še malo nekaj dodatnih sodelavcev. Trenutno smo imeli na fakulteti za matematiko in fiziko odprt razpis za novega profesorja na tem področju. Mislim, da smo dobili, da bomo lahko izbrali odličnega kandidata. Oziroma kandidatko. Ja. No, čeprav ste vi v bistvu profesor na fakulteti za matematiko in fiziko, se pravi, da delate v akademskem polju, pa me zanima, kakšna je vaša ocena glede absorpcijske moči slovenskega gospodarstva, tudi glede možnosti zaposlitev in pa kvalitete vaših diplomantov. Če pogledamo diplomante oddelka za fiziko, znova iz tega našega zornega kota, jaz mislim, da jih lahko preštejemo na prste ene roke v takih v Sloveniji, ki so brezposelni. Imajo kamorkoli, kjer naši diplomanti so se uveljavili v zelo različnem, zelo širokem spektru področja delovanja in posod so z njimi zelo zadovoljni. Zakaj so fiziki, bom rekel, zaželeni sodelavci? Zato, ker jih mi pravzaprav 3 do 5 let učimo reševanja problemov. Damo jim močno ozadje, pa močno znanje pri tem, kako se lotiti posameznega problema, kako ga modelirati in potem kako ga tudi razrešiti. Zdaj, če pogledam pa malček iz tega, se pravi zaposljivost, mislim, da ni problem. Zdaj, seveda, tukaj pa še, če se vrnemo nazaj korak, sodelovanje akademski svet in pa industrija. Sem pa prepričan, in to naše izkušnje tukaj govorijo v prid temu, da tam, kjer so recimo naši bivši diplomanti ali pa doktoranti potem nadaljevali svojo poklicno pot v industriji in se te kontakti niso pretrgali, ampak so se še naprej vzdrževali, da so to najbolj uspešna sodelovanja. Mi znamo se pogovarjati, dva fizika se boste med sabo odlično pogovarjala. In mi razumemo njih in oni nas in takrat seveda so taka povezovanja zelo uspešna in če pogledam tudi že oddelek za fiziko, vsaj v zadnjem obdobju sem podpisal nekaj pogodb pri sodelovanje z industrijo in to me zelo veseli. Ravno na podlagi tega, da so naši kadri, bom rekel, držali stike in še naprej sodelujejo z našimi sodelavci tukaj na fakulteti. Kako pa odgovarjate na očitke, ki prihajajo iz industrije pogosto, da gre seveda vam, profesorjem, akademikom, predvsem za odličnost in da vam je to tako rekoč edini kriterij uspešnosti in imate premalo zavedanja, da je poslanstvo znanosti tudi interes razvoja gospodarstva, ki pa postopoma potem lahko širi in pa vzdiguje imidž države. Seveda, ta očitek poznamo. Ja. In moja naloga kot akademika je seveda, jaz moram ustvarjati vrhunske raziskave. To je na katerokoli fakulteto, na katerokoli univerzo po svetu boste šli, univerzitetni profesori se ukvarjajo z raziskavami. In tisto, kar mislim, da pa dejansko, kar se je mogoče malček pretrgalo v preteklih 10-20 letih, je ravno ta vez, o kateri sem govoril prej. Če so sogovorniki na obeh straneh, se pravi, in pod sogovorniki mislim bivše kolege, bivše sodelavce v industriji in na univerzi, so taka sodelovanja daleč najbolj uspešna. In jaz mislim, da bi morali predvsem na tem graditi in potem bomo seveda tudi bistveno hitreje se bo ta prenos dogajal. Ker znanstveniki
Naš rezultat je znanstveno odkritje, če hočete članek. In znanstveno odkritje pripada celemu človeštvu. Ja, to ni moja glas, to jaz sem pač odkril in to je obogatilo svetovno zakladnico znanja. Če pogledate, če grem v industrijo, seveda tam je zgodba nekoliko, motivacija nekoliko drugačna. Oni morajo narediti izdelek za na trg, da preživijo. In zdaj seveda to so dve v fundamentu, v osnovi sta dve različni kulturi. In zdaj, če ni nekega, bom rekel, tega umestnika, preko katerega se pogovarjata, je to včasih težko. Ja. Poglejte še tole, za 21. stoletje so napovedi, da bo to stoletje biotehnologije in po tehnološki revoluciji 4.0 se že oblikuje posthumanistična revolucija 5.0, kjer bo razvoj biotehnologije vedno bolj povezan tudi z vami, naravoslovci, matematiki, fiziki in tudi tehniki. Ne? A upate napovedati, kakšno bo to sodelovanje, saj konec koncev, kot ste že rekli, ne je fizika tista veda, ki proučuje najbolj zapletene zakonitosti narave? Jaz mislim, da fizika se bo odlično dopolnjevala z ostalimi vedami. Imamo kar nekaj primerov, ko so moji kolegi sodelujejo z drugimi bom rekel, vedami z področja kemije, z področja biologije, kjer seveda mi lahko kot fiziki, če grem spet znova iz svojega zornega kota, lahko ponudimo nek drugačen pogled na problem, ponudimo svoje pristope pri reševanju takih problemov in seveda z razvojem bomo lahko reševali vedno bolj kompleksne probleme. Tako da jaz mislim, da tukaj na tem, bom rekel, tem prepletanju različnih znanosti, ki se bo še marsikaj dogajalo.